dan želim. Dober dan. Kavica. Najlepša hvala. Šta ste že kavo videla? Kavo vodico. Hvala lepa. Dobrodošli v restavraciji Divino in prijetnem klepetu kave. Hvala lepa. Živja. Zdravo. Dobrodošla na kavi. Hvala lepa. Piješ kavo sicer? V bistvu zelo redko, no, moram priznati. Ampak v dobri družbi pa tudi dobra kava paše. No, super. Poglej, znan obraz ima svoj glas, to je tista, od tam te vsi poznamo. Ne? Kaj ti pomeni ali pa ti je pomenil nastop v takšnem oddaji? Dejstvo je, ne, da je pač televizija množični medij in da če si na televiziji, potem te ljudje tudi prepoznajo. Tako da sigurno je bila pač to na nek način dobrodošla izkušnja zame. Morda je kakšen odstotek ljudi več prišel na kakšen moj nastop, ker so pač vedeli, ne, kdo sem, kar naenkrat. Je bila tudi zelo zabavna izkušnja, spoznala sem kar precej zanimivih ljudi, pa tudi mogoče tudi ta nek ustroj, kako televizija sploh deluje oziroma kako se pripravljajo te oddaje. Na nek način je podobno delo kot recimo v teatru in spet drugače. Ne. Mi imamo tudi recimo, mi smo vedno v živo, ne. Pri nas ni v tem smislu ponavljanja, ampak gre predstava od začetka do konca, ne. Sicer se predstave potem ponavljajo, imamo reprize, ampak ko enkrat zaštartamo, gre to v enem. Pri televiziji se da kaj, mogoče ne, kdaj kaj popraviti. Tako da je mogoče še zmeraj drugače, ne. Tako da ja, absolutno zelo dobrodošla in zanimiva izkušnja. Ampak če gremo na tvoj začetek, na tvojo, bi rekel, profesionalno glasbeno pot, ja. Kdaj se je to vse skupaj začelo? Jaz sem pravzaprav, moja zgodba v bistvu ni, odkar je bila mala deklica, je vedela, da bo operna pevka, ne. Tako se ne začne ta moja zgodba. To sem hotel v tem smislu, ja. Je pa ta mala deklica vedno veliko pela in rada pela in je potem igrala 10 let prečno flavto v glasbeni šoli. Tega pa nisem vedel, da si flautistka. Ja, in sem potem morala vsakič, ko so prišli gostje, kakšni na obisk, svojo sestro igrati El Condor Pasa, ne. Poznam ona to pa Adelino, joj. Tako da... Ampak ni to simpatično, no? Ja, takrat se nama ni zdelo, no, zdaj pa mogoče je. No, in skratka, potem je pa ravnatelj, takratni ravnatelj naše glasbene šole, se mu je pa zazdelo, da bi pa on napisal eno pesem za orkester simfonični, ki je zelo dober od naše šole, novomeške, in da bi jaz to pesem zapela. No, in jaz sem tisto zapela in potem so vsi dol padli, kako bi pa to morala jaz razvijati naprej. Tudi da sem stara bila v bistvu 18 let, ko sem šla jaz pol v glasbeno šolo za petje, torej na srednjo glasbeno šolo. No, in v tistem, ko sem bila jaz na srednji, je prišla ena profesorica iz Salzburga in je rekla, ja, ti moraš nujno iti, jaz imam eno super profesorico za petje zate, moraš iti delati sprejemne na Mozarteum. Tako da v principu sploh ni bila to moja ideja, ampak me je kar tako pač življenje vodilo naprej proti temu, da bi jaz nekoč pela. Kaj ti pomeni zdaj to operno petje? Jaz, sploh na začetku so me vsi spraševali, pa zakaj opera, pa zakaj ne, pa ti bi lahko pela in pop in jazz in vse pač, ne, karkoli. Ampak, če sem čisto iskrena, se mi je zdelo, da je pač v klasiki še najmanj tega, kakor pravimo, celotnega paketa. Se pravi, v bistvu je, bolj gre v srž, se pravi, pri nas je res pomemben najprej glas, pa vse ostalo. Ja. Ali pa recimo do nedavnega, tudi pri nas se zdaj to vse spreminja, ker včasih recimo so dirigenti zbirali zasedbe, zdaj se pa velikokrat zgodi, da že v bistvu režiser zbira. Se pravi, on ima na razpolago 5 enako dobrih pevk, ena je blond, ena je temna, ena je taka, ena je onaka in zdaj on odvisno kakšno pač ima predlogo pred sabo, kaj libreto zahteva, si on pol zbere, aha, jaz bi pa tole, recimo, ne. Včasih tega ni bilo, ker tudi ni bilo toliko pevcev, ker ni bilo, ne, teh pač vse. In je dejansko bilo res pomembno, pač glas, ne toliko vse ostalo, ne.
Zato sem se nekako našla v tem in meni je od nekdaj mi je bila pač klasična glasba, tudi ko smo hodili v šolo, recimo poslušati te koncerte, sem jaz nekako me je to pritegnilo, sem prisluhnila in tudi, ko smo šli recimo z glasbeno šolo v Vatroslav Lisinski, smo se mi vozili v Zagreb na te koncerte, simfonija poslušati, mene je to zmeri fasciniralo recimo in meni je to, mislim, biti operni pevec je enostavno tudi način življenja, to je kot športnik. Ampak najprej je dar, ne? Ti moraš imeti osnovo, moraš imeti operni nastavek, moraš imeti operni glasbe, gledimo po domače. Tukaj mogoče niti ne to, da moraš imeti to, mislim, jaz bi rekla, da vsak ima vse, mislim, to je osnovni inštrument. Torej, klasični nastavek je osnovni inštrument. Kaj potem ti s tem, jaz zmeri poskušam primerjati s kitaro, ne. Začela se je kot lutna recimo ali pa pač neko brenkalo in se je potem razvilo preko klasične kitare v električno kitaro in vse ostale, ne. In pol tudi tiste kitare neke čudaške, ne. In ti moraš v principu se naučiti, kako akord zveni na eni kitari, ponavadi se začne s klasično recimo in potem lahko naprej nadaljuješ recimo na električni recimo, ne. In isto je, jaz trdim, da te prvo moraš osvojiti inštrument kot tak, se pravi, da veš, kako se uporablja resonančne prostore, da veš, kako se uporablja pač prepona, da veš, kako se pač ta dihalni aparat uporablja, potem se pa jaz odločim, kateri register bom pritisnila, kot na orglah, ne, ali bom pela, ne vem, z zrakom, pa bom recimo bolj popi, ali bom pela jazz, ali bom pela klasiko, ali bom pela narodno zabavno, pač vse te zvrsti se pol jaz lahko odločam sama. Ampak se strinjaš, da je opera do nedavnega, recimo, ali pa nekoč bila res potisnjena v operno hišo, tam je bila, če nisi šel, da je Pavarotti tisti in da so jo pripeljali med ljudi, na štadion so jo pripeljali, Jaz bi tako dodala, opera je bila najprej kino, se pravi za množice. Oni so imeli, v parterju so bili najslabši sedeži, se pravi v bistvu brez, so kratko sedeli, pa so prinesli pohano piško recimo, pa so jedli, pa vse sorte. Za te pač plemeniteže so bile lože, ki so tudi počeli, kar so pač počeli, sam v glavnem bolj ne gledali na oder. Torej je bilo v bistvu tako, kot da bi šel zdaj v Kolosej recimo, ne. Potem so pa s časom to prenesli v ta nek elitizem, ne, se pravi, parterje so najdražje vstopnice in tam so povabljeni ponavadi, ne. In se to, za moje pojme so slabo uslugo naredili, ne, operi, ker so pač se tu vse zožal, ne, krog poslušalcev. In ja, imaš prav, da na nek način zdaj so pol, ne, ti trije tenori recimo poskušali to nazaj. Tudi povezali z to pop muziko, z rock muziko, ne, razni dueti, ne, da je to bolj do mladih prišlo. Tako, in jaz tudi opazujem recimo, ne, zdaj ta poplava teh socialnih omrežij, ne, vsi zelo resni pevci, bom rekla, zelo posvečeni pevci, umetniki, ki resnično, bom rekla, se poslužujejo tega. Menim, da zaradi tega, ker torej ljudje, mladina, ki bo tudi še čez 10 let, 15 let naj bi bila publika, ne, bodoča, teh ljudi recimo, odrašča z Instagramom in s Facebookom in oni, če nisi pač na Instagramu, te ni, ne, se pravi, če on ne bo videl tvojega obraza, ne, in tudi če je čisto, bom rekla, če je mladi človek, ki ga pa zanima klasična glasba in bi šel na recimo na eno operno predstavo, on ne bo pogledal zdaj, ne vem, ali pa plakat, ali pa pač moraš biti na temu mediju, da sploh vejo, da si, da obstajaš. In potem bo rekel, super, tale opera me pa zanima, bom šel tega poslušati. In zaradi tega se mi zdi, da se pač tudi ti, ne, bom rekla, klasični pevci poslužujemo pač teh, bom rekla, omrežij socialnih, da enostavno si lahko zagotovimo publiko prihodnosti, ne. Kaj pa v Sloveniji odnos Slovencev do opere? Kakšno je stanje, tako rečemo, na splošno v Sloveniji? Jaz bi rekla, da še imamo kar potenciala, no. Je pa res, da se, mislim, jaz sem zelo vesela, no, ker imam priložnost, da dejansko tudi na nek način, mene so vsi, tudi, ki si prej omenil znan obraz, ne, so me vsi tako, kaj se Denis gre, ker pač ne, se je tako norčeval, ne, iz opere in kaj, ker je pač imel ti svoj nastop, ne, ampak sem rekla, glejte, v bistvu
On je bil čisto šljiv do mene, sploh ni bilo nobeno to, bom rekla, norčevanje in midva sva imela čisto vse razjasneno in meni je bilo v bistvu v interesu, da se čim večkrat beseda opera izreče, zato ker potem bojo ljudje mogoče, pa vidi nek plakat ali pa nek objavo, nekje opera, to je tisto, ki je Avdić tam, ne, ga neki biksal po televiziji, mogoče je pa to zanimivo, gremo pogledati, recimo, ne, in potem iz te neke radovednosti dobiš enega obiskovalca, mogoče bi mu bilo pa všeč. Jaz imam recimo, mi pojemo z kolegi, 4 kolegi smo, ki pojemo tako imenovano ulično opero. In gremo na ulico, se pomešamo med ljudi, imamo skrite mikrofone in začnemo peti, tako imenovan flash mob, ne, recimo. In v bistvu enkrat samkrat sem doživela, da pač ljudje nekako niso odreagirali in to je bil nek vrh politični na Brdu, ali ne, na Bledu. Drugače pa vedno in povsod, na Madžarskem, v Nemčiji, v Belgiji, kjerkoli smo bili na Hrvaškem, so ljudje bili vsi ushičeni. Res smo zbrali najlepše operne melodije, ne, to je jasno, ampak včasih ljudje sploh ne vedo, kaj je to opera, da to ni neka taka zaprašena stvar. Opera je v bistvu čist aktualne teme so, večne teme so, ne? Ampak jih je seveda treba, glih zdaj bomo pač imeli, ne? Zdaj smo pred eno premiero in sicer opera Ženitev, ki jo imamo 8. oktobra v Cankarjevem domu in bomo naredili resničnostni šov Sanska ženska, recimo, ne? Opera je bila napisana 1953, sicer v Ameriki, za televizijo pravzaprav, ampak jo bomo zdaj posodobili, ne? In bomo pač naredili tako, kot da imamo en TV šov, ne? Ker pač... Bova o tem po kratki pauzi. Velja. Popijeva malo kave in gremo naprej, izvolim. Tako. Kjer zlato-rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline, okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro. Je pocejni, je domače, a je naše. Marketi Fama od Trente do Kopra. Hiša daril po vsej Sloveniji, daleč največ daril se tu dobi. Daril ne bo ne vse in darila dobiš. V hiši daril je vse, kar si želiš. Greva Irena malo naprej zdaj s tole sansko žensko, ne? Ja. Ja, jaz se v bistvu selem iz obraza, znan obraz ima svoj glas, se selem zdaj na operni oder, kjer bom v bistvu casting managerka v oddaji Sanska ženska. A res? Ja, v bistvu jaz igram to poročno mešetarko, ki v bistvu ureja snubce za mlado damo. In bomo zdaj tako pač aktualizirali, ne, to zadevo. In to je ena pač mlado dekle, ki ima 4 snubce, ki se pač potegujejo za vrtnico, ki jo pač ona pol na koncu oddaje podeli. In je v bistvu je komična opera, no, tako da že zdaj se precej zabavamo na vajah, vse sorte sprobavamo, tako da je, verjamem in upam, no, da bo tudi publiki všeč. Veliko je glasbenikov tu pri meni na kavi in vsakega tako malo vprašam,
kakšen je njegov odnos do pop glasbe, recimo. Ti si klasik, kakšen je tvoj odnos do pop glasbe? Kako gledaš na pop glasbo? Jaz bi najprej povedala, da poslušam vso glasbo in sledim, ki je kvalitetna. Jaz pač in tudi doma, recimo mojim otrokom, smo zmeri daleč od tega, da bi pri nas se samo klasična glasba vrtela, ampak smo vse sorte pač ne glasbe poslušali in še poslušamo. In tle bi spet dodala to, kar so recimo te kvote pa ne vem, slovenske glasbe. Meni se zdi, da v principu imamo mi ogromno kvalitetne slovenske popularne glasbe. Res. In tako včasih, ko poslušam, mislim res, me čudi, da če primerjamo se s Hrvaško, recimo, ne, njim ne misel ne pride, da bi recimo v eni uri ne bi bilo hrvaškega tega, ne, recimo hrvaške pesmi, ne. In jaz sem se enkrat peljala pač s prevozi in pač je bil nek radio, pač ena radijska postaja. Džani, v eni uri ni bilo niti ene slovenske pesmi. Niti ene, pa ni važno v kakšnem tem, bom rekla, žanru, ne, niti ene. In sem rekla, da jaz pa to, recimo tega pa ne spremem. Se mi zdi, da tukaj pa imamo kvalitetne glasbe, da bi lahko pač, da se zavrti ena pesem, saj ena pesem. Od nekaterih radijskih, torej glasbenih urednikov je bilo prav to, ne, da se ni slovenske glasbe, ne, da kaj? Je. Jaz mislim, da je in da je dovolj, sploh tako v te mladi prihajajo in jaz včasih prav tako, ki poslušam, pa mi je dobro, pa mogoče če še kaj v angleščini, recimo, da niti ne moraš na prvo žogo povezati, da je to slovenski izvajalec. Ne, in res je dobro, no, res je dobro. Ne, in to jaz podpiram in bi si želela, da bi dejansko imeli mogoče neko postajo, kjer bi pa samo slovensko glasbo vrteli. Recimo. Jaz mislim, da si tu slovenska popularna glasba zasluži. Kaj pa recimo to vnašanje opere v pop muziko, ne? Tudi kar nekaj teh poskusov je bilo, tudi pri nas. Ja. Spet, jaz bi spet tukaj rekla, tle... Imeli smo celo eurovizijsko predstavnico, ki je zastopala Slovenijo na ta način. Tako. Absolutno mora biti kvaliteta. Jaz vedno, česarkoli se lotimo, mora biti pač to na nekem nivoju, mora biti res dobro, ne, da je dobro narejeno. In absolutno, bom rekla, podpiram to, ker se mi zdi, da na ta način pol res lahko še bolj, bom rekla, približamo, ne, klasično glasbo, mogoče ne, publiki, ki ni bila ne, s tem soočena. Ker je zmeri, se pravi, nevednost je tista, ki v bistvu povzroča strah, povzroča nezaupanje, ne? In če ti ne veš, pol niti ne moreš vedeti, ali je nekaj dobro ali ni, če ne poznaš, ne? In se mi zdi mogoče, da so ti poskusi nekih kombinacij. Jaz sem enkrat tudi recimo sva s Trkajem naredila eno tak izlet, da je pač on repal, jaz sem pa pač pela, ne? Pa je bilo tudi v bistvu zanimivo, no? Moram reči, da je bila taka fajn izkušnja. In je, ja, mislim, absolutno sem za, no, da se te stvari, ampak mora biti dobro narejeno. V tem trenutku si vpeta kar v nekaj projektov, ne, vsaj tako malo sem te pogubila. Ja. Kaj vse počneš? Torej, zdaj sem v zaključni fazi te opere, Ženitev, ki bo 8. februarja premiera v Linhartovi dvorani, potem se že pripravljam na otroško opero Snežna kraljica. Tukaj bi poudarila, no, da se mi zdi slovensko komorno glasbeno gledališče se zelo zavzema za tudi v bistvu izobraževanje, ne, da se otrokom predstavi opero. In tle se mi zdi zelo pomemben del tega, da jim ponudimo primerne, se pravi otrokom primerne, torej da so kratke, da so mogoče zabavne, da so mogoče se pravi Snežna kraljica je po tej Andersonovi pravljici, da se lahko otroci identificirajo. In smo naredili recimo Nežnega velikana, mislim, da 2 leti nazaj, sta tudi moja sinova šla poslušati in sta bila navdušena, mami, daj še kakšno tako opero recimo, ne, in smo imeli stoječe ovacije otrok, ne. Zanimivo. Ja. No, potem pa v Novem mestu, tega se tudi zelo veselim, pa za februarja drugo leto pripravljamo pa tudi novo opero slovensko in sicer o Primicovi Juliji.
In bo tudi v bistvu jo piše Aleš Makovac, Novomeščan. In bomo pač naredili nekaj tako, se trudimo, da bi v bistvu tudi v to okolje nekako to glasbeno gledališče pripeljali. 2 leti nazaj smo pa tudi naredili opero Deseti brat, ki bo pa meni vedno ostala v res v posebnem spominu, ker je pa moj sin nastopil z mano. In sicer v vlogi mojega bratca mlajšega. Jaz sem bila Manica, on je bil pa Balček. In je bila tudi res ena taka posebna izkušnja, ker sem v enem momentu morala prenehati biti mama. In sicer mi imamo vajo in jaz tako on hoče vstopati, da bo začel peti in jaz ga tako ne ruknem, ne, še zdaj ne. In sem se jaz zmotila. V bistvu je on imel prav, ne, on bi prav vstopil in sem jaz ga zmotila, tako da rodo, še dobro je bila vaja. In potem sem rekla, no, od zdaj naprej sem jaz samo pevka, tvoja kolegica, ti si pa sam zase in sem mama, sem doma. No, odlično. Glej, veliko je teh zadev, pa vendar so tu otroci, ki si jih že omenila, tukaj je tudi privatno življenje in je enostavno kombinirati. Ja, se mi zdi, da za matere je še posebej težko. Za žensko je to še bolj težje. Sploh ta prva leta. Pevski inštrument je še posebej občutljiv inštrument in pri nas mora res vse nekako biti usklajeno, da greš ti lahko na oder. Če imaš recimo en prehladek ali pa nekaj nahod, ko se te loti, recimo še zmeraj lahko flavto primaš v roke ali pa klavir se usedeš in odigraš. Seveda ni optimalno, ampak nekako se da, pri nas pa ni. Pri operi pa sploh ne. Tudi pri pop muziki, če si malo prehlajen, še gre skozi. Res je. Imela sem eno to izkušnjo, ko sem pela z orkestrom. In so želeli, da zapojem, pač, ne vem, mislim, da bi morala 2 opernjari, pa 2 popevki pet. In popevki sem odpela, arije pa nisem mogla. Ker je pač popevka gre na mikrofon, in pač ne, arije pa niso. No, razlog je pa bil, da se mi je zaletela krušna drobtinca. V torek se mi je zaletelo pri zajtrku in v petek nisem mogla odpeti višin, ker sem imela, In zaradi tega je tukaj, in pol, ker pač imaš majhne otroke, cele noči recimo, če ti ne naklonijo, tega spanca ne spiš in potem inštrument ne dela tako, kot mora. In je res, tiste prva leta mojih otrok je bilo noro in vso to dojenje in o bog. Seveda tudi nisi samo v Sloveniji, bila so tudi v Avstriji in tako naprej. Recimo ena taka je bila, ko sva šla z mojim mlajšim sinom v Pariz in sva bila 2 meseca tam in je bilo res, imela sem sicer varuško, ko je bila pol v času mojih vaj z njim, ampak ni enostavno. Začelo se je že s tem, da sem imela totalno vnetje in ga nisem mogla niti dojiti in sem imela 40 vročine in prvi teden sem ležala doma. In tako z mehnim, z dojenčkom je to kar, pa še v Franciji, ker ne znam francoščine, pa nisem niti znala, še zdravniku iti pa povedati, kam je, ni bilo enostavno, Ampak pravijo, ker ne ubija, te ujača, tako da smo, zdaj je super, zdaj sta moja 2 fanta velika že, tako da je vse precej lažje. Kaj te še veseli v življenju? Zelo rada. Ker vidim, da te je posrkala ta tvoja profesija, bi rekel temu. Ja, zelo rada tečem. Tečem, veliko tečem. Zdaj se pripravljam na Ljubljanski maraton. Celo tako hudo je to. Jaz mislim, da malo tečeš tam, medtem ko nabiraš gobe, pa malo tečeš vmes. Ne, v bistvu to je meni tudi za moj glas, čutim, da rabim to pač fizično kondicijo, veliko lažje pojem tudi, ampak tudi sicer me to zelo umerja in sprošča. Rada delam šopke, imam doma tudi nek mini vrt, pa pol par rož in potem iz tega delam razne recimo take cvetlične aranžmaje. Aranžiraš, bi rekel. Ja, ful rada. Pa recimo precej rada pečem torte, tako
tako da pri nas imamo skoraj vsak teden. Škoda, ker kakšno nisem to torto. prevedel, ker bi imeli kakšno In ti bi jo tudi prinesla. Hecam se, no. Ja. Tako da je kar precej, mislim, jaz imam tako rada ljudi in imam rada goste in pri nas je skozi pač polna hiša. Mi smo se sicer iz Novega mesta malo na vas preselili, pa tako moj mož nekako zbral to lokacijo, pa je tako, pa mi bomo tle sami, sredi ničesar, in noben ne bo prišel k nam in mi bomo čist ne bomo umrla. No, naša hiša je skozi polna in imamo skozi goste in pridejo od vse povsod, iz Berlina, iz ne vem kod, pač iz Belgije, tako da ni to, mislim pač ne, pač smo radi, imamo ljudi okoli sebe, ja. Tu se je končala najina kava. Hvala lepa, da si prišla na kavo. Z veseljem. Ja, bodi lepo še naprej in srečno. Hvala lepa. Ja, hvala, Džani.